Družinsko podjetje Barko zbira odpadno železo in odpadne barvne kovine. Ustanovljeno je bilo leta 1999, zadnjih 5 let poslujejo v industrijski coni Zapolje v Logatcu. V podjetju je 8 zaposlenih. Odpadne surovine odkupujejo od fizičnih oseb in od nekaterih velikih podjetij. Vsak mesec se jih nabere za približno 50 priklopnikov. Odkupljene surovine zbirajo, nekatere sortirajo, po sortiranju pa jih prodajajo trgovcem, železarnam in livarnam. Naše podjetje je v letu 2013 prodalo 9300 ton odpadkov. Prodali smo jih večinoma v Italijo, cirka 70%. To pa zaradi tega, ker so boljši plačilni pogoji, boljše cene, pa mislim, da so pa zaradi tega, ker so med najboljšimi predelovalci odpadkov v Evropi in tudi velik predelovalcev. Odpadne surovine lahko zbira samo podjetje, ki izpolnjuje zahtevna okoljska dovoljenja. Pridobivanje nekaterih dovoljenj je zelo dolgotrajno. Slovenska zakonodaja je namreč med najbolj ostrimi v Evropi. Tudi zato izginjajo predsodki, po katerih naj bi odkupovali odpadne surovine predvsem ljudje, ki nimajo izobrazbe, posel pa naj bi bil manj vreden. Danes je povsem drugače. V tem poslu je čedalje več visoko izobraženih kadrov, ki morajo med drugim razumeti gospodarske tokove in spremljati tečaje na mednarodnih borzah kovin. Pri našem delu so potrebna kot prvo menedžerska znanja, sposobnosti ocene, kako in kam bo šlo gospodarstvo in kam bo šle cene, znanja za različna poročila, različne analize. Tako kot na vsakem poslu je potrebno zelo veliko znanja. Slovenci so čedalje bolj ozaveščeni in vse pogosteje pripeljejo odpadne surovine v predelavo. Žal pa zakonodaja ni preveč spodbudna. Pri odkupu surovin od fizičnih oseb je treba odšteti akontacijo dohodnine in v nekaterih primerih tudi prispevke, zato se marsikomu splača odpeljati odpadne surovine, na primer v Avstrijo, saj se tako izogne plačilu davka v Sloveniji.